Ojla, tokrat bom z vami delila eno zgodbo, ki si nisem mislila, da jo sploh kdaj bom. Vsi veste, da se ne udeležujem nekih afer oziroma komentarjev na afere, ponavadi jih ignoriram, se jim izognem, itak ne berem novic, tako da mi to ni težko. Ampak tale zgodba o mami, ki je sprehajala otroka v plenici po Ljubljani, je pa preletela do mene tako zelo močno. In mogoče je to zgodba, ki je pri meni v bistvu prebila tisto, kar rečeš, dovolj je, dovolj je. In sem se na nek vprašala, na nek način, pes bo lajal, pa avti bojo vmes se vozili zaradi tega, ker sem zunaj, tako da upam, da ne bo preveč moteče. In sem se vprašala, ko sem brala te komentarje in ta grozilna sporočila tej mami, a se nihče ne vpraša, kaj za vraga se med nami dogaja. A nimate občutka, da smo vsi cepljeni z nekim cepivom in da smo pozabili na to drug na drugega in da smo pozabili na to, da nam je mar drug za drugega in da postajamo nečloveški. To me je res pač tako globoko užalostil in sem rekla, zdaj pa dovolj in zdaj bom jaz pač to posnela. In prva stvar, ki mi je padla v oči, je bilo, da je pisala, znana Slovenka je sprehajala od svojega otroka nagega oziroma v plenici po Ljubljani. Ne? In sem se vprašala, a je znana Slovenka, ki je mama, kaj drugačna od mame, ki ni znana Slovenka? A ona ne sme imeti slabih dnevov ali pa kaj takega? Zakaj je to tako pomembno? Znana Slovenka. In potem vsi seveda hočejo ime in linč in dajmo jo. To si pa že ne bi, ne? In jaz bom čisto iskrena, ko sem brala te komentarje, jaz sem bila iskreno žalostna. In zdaj vam bom postavila nekaj vprašanj, ne glede na to, a ste mama, a ste oče, ki tole poslušate. Ampak res iskreno odgovorite sami sebi. A vas je vaš otrok kdaj tako znerviral, da ste zavpili? A vas je vaš otrok kdaj tako znerviral, da ste ga udarili? A vas je vaš otrok kdaj tako zjezil, znerviral, da ste ga ignorirali? A ste imeli kdaj občutek, da boste otroku nekaj naredili in da ste porabili zadnjo trohico energije, da ste se zadržali in ste rajši zaloputnili z vrati ali pa vrgli krožnik in v bistvu to moč uporabili v eno drugo destrukcijo? A vas je vaš otrok kdaj tako znerviral, da ste imeli občutek, da ne boste zmogli? Seveda vas je. Če ste si na vsa vprašanja odgovorili z ne, potem si globoko lažete. Tako da, zgornja vprašanja, odgovori, ki pač to, kar sem govorila, upijemo, grozimo, loputamo z vrati, mečemo stvari, imamo občutek, da bomo otroku nekaj naredili, da ga bomo, postavili pred vrata, zaklenili, ignorirali, zaprli v temno sobo. Grozne stvari, to se vse dogaja za 4 stenami. Tam ni nekoga mimoidočega, ki bi nas slikal, ni mimoidočega, ki bi nas posnel. Teh stvari nihče ne ve. In zato pač so dovoljene verjetno, a ne? Niso obsojene. Pač edini razsodnik za te stvari smo mi sami. Lahko imamo potem občutke krivde, ampak itak smo jih naredili, a ne? In dajmo pogledati osnovno šolo empatije v tej zgodbi. A lahko do te mame razvijemo empatijo, a se da? Glejte, zdaj ne bom govorila, a je to dopustno, kar je ona naredila ali ni, a je prav ali je narobe. Govorila bom o tem, da dokler mi ne razvijemo empatije do nekega dejanja, čeprav je nedopustno, dokler ne razumemo tega dejanja, nimamo pravice obsojati. In kar je še hujš, dokler mi ne razvijemo empatije do tega dejanja in dokler tega dejanja ne razumemo, ne moramo pomagati. In to je res hujš kot od tega, da nimamo pravice obsojati.
Dajmo pogledati hipotetično. Recimo, da je ta mama bila na koncu z živci, da je izgubila službo, da je v finančni stiski, da jo mož vara, da nima moža, da je sama za vse, da je mogoče zvedela, da je zbolela, da se ji je zgodilo nekaj, kar je doživela kot nekaj zelo hudega, kar je ona doživela kot nekaj zelo hudega. Mi nimamo pravice o tem soditi, saj to veste, a ne? In potem je imela tukaj majhnega otroka, ki ji je najedel in ji je težil in je imel res slab dan. In pa si je rekla, ok, bom šla ven, da se malo preluftam, da se nadiham. In je pač želela otroka obleči in obuti in otrok se je upiral in se je drl in ni hotel in njej je počel film. Poznate to, kako je, kadar poč film? In recimo, dajmo reči hipotetično, da je ona izbrala najmanjše zlo za njo. Skratka, da si je rekla, lej, pol 5 pa bos, pa nak, jaz ne morem več. In ga je peljala, namesto da bi ga udarila, namesto da bi ga zaprla v kopalnico, namesto da bi tulila na njega, tako kot se večinokrat zgodi, je ona pograbila otroka in je šla z njim ven. In verjetno zelo hiter, pač to ne rabiš dolg nak z otrokom po Ljubljani hoditi, da te eden vidi, ne? Jo je nekdo slikal in bum. Ja, možna je tudi ta zgodba, po vsej verjetnosti je tudi nekaj resnice v njej, a ne? In potem, ko tako pomisliš, rečeš, edina njena napaka je bila, da problema ni rešila za 4 stenami, ker potem nihče ne bi vedel in naslednji dan ne bi bila njena slika po vseh medijih. In ja, nekdo je to mamo slikal in jaz upam, da me posluša. Ne vem, a je bila to ženska, a je bila to mama in nekdo je poslal to na Slovenske novice. In moje vprašanje tej osebi je, ali je bilo možno narediti kaj drugega. Torej, a bi se lahko približali mami, z njo navezali nek stik z enim pozdravom, z neko humorno zadevo, z eno empatično zadevo in se ji približati na tak način, da bi ona se prizemljila, prišla k sebi in rekla, o, šit, tole njo, okej. In vzela otroka in šla domov. A se je bilo možno približati tej mami na ta način, da bi ugotovili, kaj ona potrebuje in ji pomagati? Jaz mislim, da tudi če ni bilo možno, bi bilo vredno probati, preden ste jo slikali. In ji pomagati. Zato, ker ta mama ni čisto nič drugačna od mame, ki ima kmetijo, pa ko otrok v Planicah za njo v štalo prleti. Zaradi tega, ker ga ni imela cajt zrihtati, kaj je bilo treba živino jet nafutrati. A veste, nič ni drugačna. Sam ena živi na kmetiji, ena živi v Ljubljani. Odpele se eni in odpele se drugi. In jaz verjamem, da ni treba, da vedno CSD skoči v luft. Je seveda treba stvari preveriti, je treba stvari nadzorovati, ampak če bi CSD nadzoroval, potem bi prišel tudi k vam domov, pa k meni domov kdaj, a ne? Kaj je bila štala. Tako da, če iskreno pogledamo in damo roko na srce, smo tukaj vsi kdaj nemočni in vsi kdaj rabimo pomoč in vsi kdaj rabimo koga, ki rečemo, jaz sem imela eno prijateljico, jo imam še zmeraj isto prijateljico, ki sva sedela včasih in sem rekla, joj, jaz se včasih tako počutim, da bi jih lahko čez okno zmetala. Prav ne morem več. Če bi ta stavek objavila na socialnih medijih, bi me verjetno linčali. Pa to ni, da so mi bili odveč, pa ni, da jih nisem marala, ampak to je bila moja težava, ker sem bila preutrujena, ker pač nisem znala drugače, ker nisem poskrbela zase. Ali pa nisem pač imela možnosti. Nima veze, a ne? Hočem vam povedati, da mi obsojamo ljudi, ki potrebujejo pomoč. In to ni okej. In včasih si rečem, kaj bi bilo, če bi res teli moji videi naredili svet malo lepši. In zaključila bi s tem, ne? Potem so to mamo vprašali, kaj ji ni jasno, zakaj sprehaja otroka golega samo v Planici. In ona se je izgovorila na to, da sledi smernicam neke vzgoje. A veste kaj?
Če bi vi bili v stiski, pa bi vas to vprašali, a bi izrazili svojo ranljivost. Jaz mislim, da je ona pač nekaj rekla, tisti hip, kar ji je prišlo na misel, da ni sploh razmišljala, da je bila v stiski in ni razmišljala. Ne opravičujem jo, razlagam vam, kaj se je lahko zgodilo, kaj je lahko hipotetično se zgodilo. In zdaj si predstavljate, da bi ona bila iskrena, da bi rekla, a zakaj našega otroka vozim okoli? Ja, nič, pač odfukal se mi je, pač cel popoldne mi je najedel, drl se je, ni se hotel obleči, meni gre danes vse narobe, službo sem zgubila, brez denarja sem, slabo se počutim, ne zmorem več in sem si mislila, pol pa 5 bo spanak. Kaj bi šele potem bilo, če bi ona izrazila tole, a ne, tako iskreno, kot se je počutila mogoče. Ampak tako kot vse opcije, ki ste jih videli, ko ste jo obsodili, je tudi ta možna in jaz mislim, da je v njej zelo, zelo veliko resnice. Za zaključek bi še enkrat poudarila, nikomur ne moramo pomagati in ga nimamo pravice obsojati, dokler do njegove zgodbe ne razvijemo empatije in dokler njegove zgodbe ne razumemo. Zdaj pa hvala, ker delite tale video in hvala, ker skupaj z mano delate lepši svet, ker nujno, nujno to potrebujemo. Čau, čau!